Božični paketek na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste že umili zobke? Ste? Odlično. Ste že v pižami? Ste? Super. Že ležite v posteli, pripravljeni na pravljico? Krasno. Danes vam, Diana, preberem knjigo o pravi princeski Mili, ki je nekoliko raztrešena. Mila po svetu hodi, kot da z glavo med oblaki blodi. Nobeno opozorilo ji ne pomaga, zasanjanost vselej zmaga. A ko postane prava princeska, je z mislimi prisotna. Se izbistri, nič več ni odsotna. Takrat pozorna je oseba, ki vedno ve, kaj je treba. Ko zjutraj se gre Mila sama obleč, našemi se kot za kakšen skeč. Mama opazi šele na stopnicah, da je v dveh različnih nogavicah. Brez opozorila Mila tega sploh ne bi opazila. A včasih je Mila prava princeska. Ker noče, da se ji kdo smeji, malo dlje pred zrcalom postoji. Vse se barvno je ujelo, tokrat zares mi je uspelo. Mili hitro misli zaspijo in takrat, recimo, pozabi učbenik za teorijo. Zato pri pouku stalno vrat steguje in k sosedu v note pogleduje. Ko učiteljica to zagleda, pravi: v tvoji glavi res ni reda, ampak ena sama zmeda. A včasih je Mila prava princeska. Ne le, da nikoli ne pozabi zvezka, še dodatno se za vsak primer opremi, tako svinčnik in radirko lahko posodi Emi. Še dobro, da imam tebe, reče Ema vsaj iz sebe. Mila bi najraje se v polža spremenila, tako bi vse stvari v hišici s seboj nosila. Zadnjikrat, ko je k Izi šla prespat, zmeda ni vzela svežih spodnjih gat. A včasih je Mila prava princeska. Preden se od doma odpravi, si seznam potrebščin pripravi. Ščetka, zajček, pižama, tokrat zapakira vse in to čisto sama. Ker Mili pri pouku se kar naprej mudi, nepremišljenega hitro kaj stori. Če bi za sabo večkrat vse prebrala, no in se pri tem še malo zbrala, površnost bi pregnala in odgovore vse poznala. A včasih je Mila prava princeska. Če se osredotoči, ničesar ne zamoči. Reši celo tiste naloge, ki nerešljive so za mnoge. V garderobi je Mila s klepetanjem tako zaposlena, da niti ne ve več, koliko je 1+1. V torbo ničesar ne zloži in tako copate tam pusti. Doma pa v zrak poskoči in za njimi solze toči. A včasih je Mila prava princeska. Ko plesna ura se konča, nič ne mečka. Najprej stvari skrbno pospravi, šele potem posveti se zabavi. Stvar ni več tako brezupna. Mila res vse bolj je redoljubna. Mila je svojo punčko na vrtu pozabila, ker vso noč je deževalo, ji zjutraj je srce obstalo. Tega si prijateljica moja ne zasluži, reče, ko jo premočeno zagleda v luži. A včasih je Mila prava princeska. Preden zaspi, vse najljubše igrače po vrsti razporedi. Pupa, Zajko, Medo, Tim, Kim in Mina, pa še Pujsolina. Vse ste tukaj, ljube igrače moje. Zdaj lahko uspavam, ko jim zapoje. Mila se peke čokoladne torte je lotila, 150 gramov masla, 150 gramov moke, 150 gramov sladkorja, 3 jajca in pol litra mleka. Se vam ne zdi, da je Mila na čokolado pozabila? A včasih je Mila prava princeska. Preden peče pice in razne slaščice, si recepte v zvezek zapiše, zraven pa še vse nariše. Tako nikoli ji ne uide nobena sestavina, sploh pa ne čokolada, med njimi najbolj fina. Na nastopu se Mila ne more zbrati in vloge vile prav odigrati. Prezgodaj pride ali prepozno odide, še besedilo ji iz glave uide. Ko na glavo povezne si čarovniški klobuk, smeh v dvorani je v poduk. A včasih je Mila prava princeska. Ker med pripravami pozorno je sledila, ji je učiteljica glavno vlogo dodelila.
Ko bom velika, bom igralka kot se šika. O svojem načrtu zaupa prijatelju Črtu. Zadnje čase pa je opaziti, da se Mila stvarem zna bolj posvetiti, raztresenost pa odsloviti. Ker vse na stenski koledar si zapisuje, ve, kdaj mlajši brat rojstni dan praznuje. Za Vala je Mila vedno princeska prava, njemu darilo bo pravi čas izbrala. To je to, malčki moji, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Obožujem pravljice in tako rada jih delim z vami. Danes beremo zgodbo o tem, kako je očka Veveriček malemu Flukiju razložil, da je povsem varno, če ima rad samega sebe. Tudi sebe imam rad. Očka Veveriček se igra s Flukijem. Rad te imam, reče. Tudi jaz te imam rad, odgovori Fluki. Očka ga vrti po zraku in Fluki se smeji. Rad te imam, rečeta oba hkrati. Tudi sebe imam rad, nenadoma reče očka. Fluki ga začudeno pogleda. Ampak rekel si, da imaš rad mene, kaj ne? Seveda, mu je odgovoril očka. Ampak rad imam tudi sebe. Fluki je zmajeval z glavo. Videti je bil malce potrt. Torej, je rekel zaskrbljeno, me nimaš več tako zelo rad? Očka ga je dvignil visoko v zrak in ga pogledal naravnost v oči. Seveda te imam rad, dovolj ljubezni imam za oba. Fluki je bil zmeden. Sedel je pod jablano in čeprav je ptica čudovito prepevala, je Fluki ni slišal. Pok! In jabolko je padlo z drevesa. Ampak Fluki ga sploh ni opazil, samo sedel je tam s svojimi žalostnimi mislimi. Rad se imam, je šepetal. Tako je rekel očka, toda kaj pa jaz? Če ima očka rad mene in sebe, potem mora deliti svojo ljubezen. In če nekaj deliš, potem imaš manj, kaj ne? Vzel je jabolko in hotel ugrizniti van. Rad te imam, je na vse grlo zakričal očka in skočil izza jablane. Fluki se je tako prestrašil, da se je spotaknil in zakrilil z rokami. Ti mi lahko daš samo pol svoje ljubezni, je rekel Fluki. Poglej, pokazal ti bom. Fluki je razpolovil jabolko. Ti dobiš eno polovico, je rekel žalostno, in jaz dobim drugo polovico. Razdelil sem jabolko, zdaj imava vsak samo eno polovico jabolka, ne celega, kot imam jaz samo polovico tvoje ljubezni. Fluki je začel smrkati. Ker imaš rad mene in imaš rad tudi sebe, ostane manj ljubezni zame. Po licih so mu pritekle debele solze. O, ne bodi smešen, je rekel očka in ga dvignil v zrak. Vrtel ga je v krogu, dokler se ni obema zvrtelo v glavi. Nekaj bi ti rad pokazal. Pridi, greva k jezeru. Skupaj sta se zazrla v vodo. Naju vidiš? Je vprašal očka. Fluki je prikimal. Videl je velikega in malega Flukija. Ti me imaš rad, je rekel očka. Tudi jaz imam rad sebe, ker sem takšen, kakršen sem. Razumeš? Fluki je razmišljal. Očka je s prstom pokazal v vodo. Ali vidiš, kar vidim jaz? Ali vidiš tistega čudovitega Flukija? Ali misliš, da je prijazen, pameten, dober in zanimiv? Fluki se je nasmehnil. Zazrl se je v svoj odsev v vodi in mu pomahal. Njegov odsev mu je pomahal nazaj. Ja, je vzkliknil, rad se imam. In skupaj s tvojo ljubeznijo sem super, super srečen. Malčki moji, nikar ne pozabite, kako zelo pomembno je, da za svoj srček dobro skrbite. Imejte radi sebe in ljudi okoli vas. Tako vam bo lepo ves čas. Dober večer, otroci. Diana tu, z novo pravljico, kakopak. O Baksiju vam danes berem. O Baksiju, ki se uči deliti. Nekega vročega popoldneva so se Flori, Baksi in Medi odpeljali na morje. Baksi je imel s seboj velik nahrbtnik, v njem pa same zanimive stvari. Vroče mi je, kot bi bil vulkan, je rekel Medi, potem ko so se udobno namestili na ležalnike.
Meni pa je vroče, kot bi bil sam ogenj bruhajočega zmaja, se je pritoževal Flori. No, meni je pa prijetno, pravzaprav se počutim odlično, je rekel Baxi, ki se je hladil z majhnim ventilatorjem. Nama ga malo posodiš, Baxi? Sta vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baxi, moj je. Malce kasneje so odšli v vodo. Plavali so, se škropili in se zaganjali v valove. Ko pa so prišli iz vode, so se tresli od mraza. Mraz me stiska, kot da bi bil sneženi mož, je rekel Medi. In jaz sem kot ledena gora, je trepetal Flori. No, meni je pa prijetno in toplo, je rekel Baxi, ki se je zavil v veliko puhasto brisačo. Bi delil brisačo z nama, Baxi? Sta ga vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baxi, moja je. Po kosilu so prijatelji gradili peščene gradove. Moj grad se kar naprej podira, je nergal Medi. Nikakor ne morem zgraditi večjega gradu, se je pritoževal Flori. No, moj peščeni grad pa je velik kot palača, se je hvalil Baxi, ki si je pomagal z vedrom in lopatko. Nama ju posodiš, Baxi? Sta vprašala Flori in Medi. Ne, je rekel Baxi, moja sta. Baxi, ti nikoli, ampak res nikoli ne deliš svojih stvari z nama, mu je očital Flori. Lepo je deliti stvari, mu je rekel Medi. Ampak to so moje stvari, je rekel Baxi in k sebi stiskal svoj nahrbtnik. Tik preden so se odpravili domov, so Flori, Baxi in Medi kupili še sladoled. Moj bananin sladoled je odličen, je rekel Medi. Tudi moj jagodni sladoled je fantastičen, je rekel Flori. No, moj bananin, jagodni in čokoladni sladoled s posipom je še boljši, je ponosno rekel Baxi in se lotil velikanskega sladoleda. Toda nenadoma je od nekje priletel galeb in mu iz rok iztrgal sladoled. Pljask! In Baxijev sladoled se je znašel na tleh. O ne, moj sladoled, je bil obupan Baxi. Ne skrbi, sta rekla Flori in Medi, najin sladoled bova delila s tabo. Res? Ampak saj je vendar vajin. Hvala, je rekel Baxi, presrečen, ker je lahko lizal sladoled svojih prijateljev. Zelo prijazno od vaju. Prav imata, je rekel Baxi, lepo je deliti. Obljubim, da bom odslej vse svoje stvari delil z vama. In najprej bom z vama delil svojo morsko travo. To je to, malčki moji. Ne pozabite, lepo je deliti. Če boste vi posodili svoje stvari drugim, bodo najbrž drugi posodili svoje stvari vam. Saj veste, kar daš, to dobiš. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Spet smo v pravljičnem kotičku. Čas je za pravljico, ki vas bo zazibala v lahek san. Danes sem si izbrala knjigo Življenje v gozdu, avtorice Deni Kragel. Poglejte. V knjigi je 10 različnih pravljic. Danes sem se odločila, da vam preberem pravljico o prstkih. Ste že radovedni? Dobro poslušajte. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živelo 5 prijateljev. Palec je bil najdebelejši, kazalec je rad opravljal, sredinec je bil najvišji, prstanec se je rad hvalil svojo lepoto, mezinec pa je bil radoveden malček. Nekega dne so se odločili ustvariti hišico na drevesu. Palec je hotel narediti široko hišico kar na tleh. Kazalec si je ves dan samo ogledoval druge hišice. Sredinec jo je hotel narediti na najvišji veji, da bi od tam videl vse povsod naokrog. Prstanec si je želel stekleno hišico, ki bi odsevala njegovo lepoto. Mezinec pa bi se najraje skril v ptičje gnezdo.
Pogajali so se ves dan in vsak od njih je vztrajal pri svojih željah. Ko je prišel večer in so postali utrujeni, ko je zapihal vetrček in jih je presenetil mraz, takrat so se stisnili, trdno skupaj se objeli in greli drug drugega. Nič več ni bilo pomembno, kdo je debel, kdo majhen, kdo pameten in kdo lep. Ugotovili so, da je največ vredno to, da imajo drug drugega in da si pomagajo. Zato so naslednji dan skupaj zgradili hišico. Ta je bila dovolj široka za palec, dovolj lepa za kazalec, dovolj visoka za sredinec, dovolj steklena za prstanec in dovolj majhna za mezinec. Vse dneve so se v njej skupaj igrali, skakali v kupe listja, se kotalili drug čez drugega po travniku, izdelovali gugalnice na vejah, plesali v krogu, se pogovarjali ob ognju, se lovili in žgečkali. Ko je prišla noč in so bili zaspani, ter ko je zima potrkala na vrata, takrat so se močno objeli in iz svoje čudovite hišice skupaj opazovali zvezde. Pogovarjali so se, kako lepo se je skupaj smejati, peti in zaspati. Dober večer, otroci! Danes pred spanjem štetje do 5 ponovimo, potem pa se v sladke sanje skupaj potopimo. Diana vam bom v rimah brala, upam le, da ne bom pred vami zaspala. Hitro, hitro začnimo brat, potem pa čisto zares spat. 5 divjih števil. En čisto pravi tiger se tiho plazi, potem pa kar naenkrat zarenči, da vsakdo hitro zbeži. 2 črtasti zebri v savani živita in senco dreves v vročini lovita. 3 papagaji v pisani krošnji drevesa sedijo in svojo pesem žvrgolijo. 4 opice cele dneve z vej visijo, se gugajo in vreščijo, pa še svoje repe lovijo. 5 rožnatih plamencev se vode veseli, njihovo perje pa se kot zlato v soncu blešči. Preden zapremo oči, ponovimo skupaj štetje od 1 do 5. Ste pripravljeni? 1, 2, 3, 4, 5. Da utrdimo znanje, ponovimo spet. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično vam gre. Jaz sem že zaspana, oči se mi zapirajo. Čas je, da vas močno objamem, vam pošljem poljubčka in zaželim sladke sanje. Dober večer, otroci. Diana sem spet z vami. Čas je za pravljico, kaj ne? Danes preberem o rdečem fičku, ki premaga strah. Vas zanima kako? Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Rdeči fičko premaga strah. V mestecu Hobotintek živi Teo, star je 6 let. Hodi v šolo in zobna miška mu je odnesla že 2 zobka. Vsak večer zelo rad posluša zgodbo o nesrečnem srečanju Titanika z ledeno goro. Teova najljubša stvar na svetu je rdeči fičko, ki se na soncu sveti kot rubin. Vendar pozor, fičko ni navaden avto. Fičko je starodobnik. In ker je fičko že pošteno star, ga ima Teo skrbno parkiranega v pradedkovi garaži. Teov pradedek je bil fičkov prvi lastnik. Teo komaj čaka na sobotne popoldneve, da obišče svojega rdečega prijatelja. Takrat se Teo in fičko potepata po ozkih ulicah mesteca Hobotintek ali pa od Drvita do bližnjega jezera. Nekega sobotnega popoldneva je Teo zopet obiskal fička. Veselo je odprl vrata garaže in namesto veselega bip bip zaslišal le medel vzdih. Kaj je narobe, fičko? Je zaskrbljeno vprašal Teo.
Fičko je le ponovno zavzdihnil. Šele sedaj je Teja zaskrbelo. Dragi moj Fičko, zakaj si tako otožen? Fičko je z žalostnimi lučkami pogledal prijatelja in potihoma rekel: Teo, poglej vendar, kako zelo sem umazan. Moje gume so blatne, mojo pločevino pa namesto rubinastega leska prekriva prah. Teo se je približal Fičku, ga skrbno pogledal z desne strani, z leve strani, spredaj in zadaj in rekel: Prav imaš, Fičko, zelo, zelo si umazan. Teo je dvignil kazalec in navdušeno zaklical: Imam rešitev za tvojo težavo. Pojdiva v pralnico za avtomobile. Fičkove luči so postale velike kot lizika in stisnil se je v kot garaže. Komaj slišno je jecnil: Kam naj greva? V pralnico za avtomobile praviš? Ja, je z nasmeškom na obrazu pritrdil Teo. Toda Fičko je od groze prebledel. Teo, ne upam si v pralnico za avtomobile. Avtopralnice se bojim. Bojim se tistih groznih krtač, ki bi opletale po moji pločevini. Še bolj se pa bojim strašno glasnih sušilcev. Fičko, moj Fičko, je Teo spodbujal prijatelja. Nič se ne boj, jaz bom ob tebi in skupaj bova premagala strah. Fičko, še vedno prestrašen, je Teo prikimal. Pa pojdiva. Garažna vrata so se sunkovito odprla in prijatelja sta se odpeljala proti pralnici za avtomobile. V pralnici za avtomobile ju je prijazna gospa pozdravila in vprašala: Kakšno pranje si želita? Teo je pobožal Fička in ji odgovoril: Moj prijatelj Fičko je zelo umazan od najinega zadnjega potepanja in je potreben temeljitega pranja. Toda Fičko se boji pralnice. Gospa se je samo nasmehnila. Potem sta prišla v pravo pralnico, kar pogumno zapeljita na označeno mesto za gume in vajina nova dogodivščina se lahko prične. Dobrodošla. Fičko je s tresočimi gumami zapeljal v avtopralnico. Teo ga je prijel za volan in vprašal, če je pripravljen. Se mi zdi. Fičko je stisnil pokrov motorja, zaprl oči in zapeljal v avtopralnico. Kmalu je začutil, da ga nekaj žgečka po pločevini. Odprl je levo sprednje oko in pokukal, kaj je to. Ugotovil je, da so to male brizgalke, ki na pločevino nanašajo dišeče milo. Teo mu je prišepnil: Tako tudi mene moja mami namili, ko se z igrišča vrnem ves blaten in prašen. Pri tem mi je všeč prijeten vonj mila, ki ga lahko vonjam še, ko se utrujen uležem v posteljo in čakam na pravljico. Fičko si je mislil: Teo ima prav, to pa res ni tako strašno. Sedaj je Fičko malo manj prestrašen opazoval dogajanje. Kaj pa je sedaj to? Fičkove gume so se premaknile. Prestrašeni Fičko je ponovno stisnil očke in napeto čakal, kaj bo. Začutil je, da ga nekaj boža. Toda ko je odprl desno oko, ni videl nič. Vse je bilo mavrično in nanj so se lepili veliki in mali milni mehurčki. Teo se je nasmehnil Fičku. Nič se ne boj, krtačke so milnico spremenile v mehurčke in sedaj si videti kot velika bela sladkorna pena. Tudi moji lasje postanejo beli, ko je v njih milnica in jih mami gnete, da iz njih odstrani še zadnjo drobtinico peska. Včasih si jih oblikujem v majhne špičke in si domišljam, da sem nežni ježek. Fičko je ugotovil, da so krtačke nežno odstranile vso umazanijo z njegove pločevine, gum in stekla. Od samega zadovoljstva si je začel nevede potihoma žvižgati. Sedaj je bil pripravljen na spiranje. S Teom sta zajela sapo in curki tople vode so s Fička odplahnili vso umazanijo. Bil je navdušen in njegovega navdušenja se je nalezel tudi Teo. Ali ni špricanje z vodo najzabavnejša igra na vsem svetu? Veselje je prekinilo glasno bučanje. Zdelo se je, kot da bi v avtopralnico prihrumelo veliko potniško letalo. Kaj je to? Kaj je to? Je prestrašeno vprašal Fičko. Fičko, to so sušilni aparati, ki te bodo posušili do zadnje kapljice.
Neprijeten je le hrup sušilnih aparatov, drugače pa je občutek toplega vetra prav prijeten. Zaupaj mi, tudi meni mama posuši lase, da se ne prehladim. Fičko je zaupal pomirjajočim besedam prijatelja in se predal toplemu vetru sušilcev. Vrata pralnice so se odprla. Fičko je presrečen zapeljal ven, se občudujoče pogledal z leve in desne ter se zavrtel na zadnjem levem kolesu. Pip, pip, je Fičko zatrobil. Zopet se svetim kot rubin. Pip, pip. Sedaj sem spet pripravljen na potepanja s teboj. Ti si moj najboljši prijatelj in s tvojo pomočjo sem premagal strah. Hvala, Teo. Fičku se je pocedila solzica po vetrobranskem steklu. Hitro jo je obrisal in se izgovoril, da so sušilni aparati spregledali kapljico. Teo je obrnil ključ in s Fičkom sta oddrvela novim dogodivščinam naproti. In prav nič ju ni bilo strah. To je to, malčki moji. Prepričana sem, da imate tudi vi zagotovo koga ob sebi, ki mu zaupate in vam pomaga pri premagovanju takšnih ali drugačnih strahov. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Diana tu. Ste dobro? Imate lep dan za seboj. Vsem pošiljam en velik nasmeh. Ste ga dobili? No, da vidim, kako se vihajo koničke ustnic navzgor. Tako, tako, zelo dobro. Zdaj, ko smo vsi nasmejani, lahko začnem z branjem, kaj ne? Naslov današnje knjigice je Vse najboljše, Tim. Vse najboljše, Tim. Danes je tvoj dan. Smej se, skači, se veseli, bodi razigran. V svoji rojstnodnevni knjigi našel boš 10 voščil. A ne skrbi, čakate še kup daril. A darila niso vse, to ne mara veš. In še preden rojstnodnevno tortico poješ, izvedel boš, kaj vse ti mi v tej knjigici želimo, se s tabo tega dne neskončno veselimo. Zakaj? Tim, ni dolgo tega, ko prišel si na ta svet. Od takrat nekdo zelo vesel je, da imate spet in spet. In mi smo srečni, da smo s tabo, se s tabo veselimo. Ti za rojstni dan vsega lepega in prijetno branje zaželimo. Tim, hojla, dobrodošel v tale kraj. Znašel si se 150 milijonov let nazaj. Na teh pašnikih se ne pase nobena krava. Tu se odvija čisto prava dino zabava. Zjutraj kdaj, priznam, težko mi je vstati in najraje šel nazaj v posteljo bi spat. Potem zagledam sonce in v srcu rečem si, pozabi, odmisli, zavrzi, brezvezne vse skrbi. Dopoldne že veselo skačem naokrog. Ali z mano vse je v redu? Sprašuje vsak sediplodok. Popoldne petke dam vsem dino sosedam, zvečer si torto spečem in mega ognjemet pogledam. Praznuj, veseli se, le nikar trpeti. Tako vsak dan treba je živeti. Naj z neba vselej padajo konfeti. Kaj? Ne straši me, je rekel kdo? Kometi. Čas za počitek je treba vzeti. Res nam ni treba vedno bedeti. Počitek in spanje sta lušni reči. Ha, poglej, Tim, se že da ni. Je čas za učenje in čas za igranje, pa tisti za počitek in tisti za sanje. Veš, ko se spočiješ, zapreš malo oči. Takrat za norčije nabereš si novih moči. Odloči se hitro, ker ura beži. Mene poslušaj in se hitro spoči. Seveda si prej še zobke umij, potem pa kar hitro veke zapri. Morda moj nasvet zdi se ti hecen, a vedi, da je kar resen. Čas za počitek si moramo vzeti. Res nam ni treba vedno bedeti. Poznaš pregovor, priden kot čebela.
Seveda ga poznaš, sicer bi te oštela. Kaj pomeni priden biti? Se pozorno učiti ali matico jeziti? Ko vsak dan letamo s cveta na cvet, da iz pelota čebelce napravimo med, se sproti resnično nimam časa igrati, v soncu, na polju, na rožnati trati. Moji opravki pa ne končajo se tu, saj veš, brez potu ni medu. Zares se sprostim ob domači nalogi ali ko masiram stopala sosedi stonogi. Tim, si vedel, da delo krepi in to, da kdaj vsakemu zmanjka moči. Takrat zaženi močneje se v svet, tako bo življenje sladko kot med. Mucki smo posebna sorta, enkratni kot rojstnodnevna torta. Na nas lahko zaneseš se, ko ves svet se ti podre. Mački znamo biti divji, to takoj priznamo. Z mišmi se lovimo, s prejo radi se igramo. Skačemo in tečemo, se zakotalimo, v zasedi čakamo, da te razveselimo. A ko gre za res, Tim, ko ti je težko, se udomačimo, te razbremenimo. Pokaži tudi ti vsem, ki jih imaš rad, da znaš prijatelj biti in ob strani stati. Obriši solze s tačico, potolaži sosedovo mačico. Objemi jo srčno in močno, boš videl, tudi tebi lažje bo. Hitro, Tim, pazi zdaj! Ko je težko, se ne predaj, teci, kot bi te nosil veter ali lovil tvoj sosed Peter. Veš, ko tečem po savani, ko prepustim se tej planjavi, počutim se svobodnega, ko rep mi v vetru plapola. A nisem vedno hiter bil, hitrosti sem se priučil, veliko časa sem treniral, za uspeh se trudil in sekiral. Če tudi tebi je težko, ko se trudiš, a ne gre, nikar se ne upehaj, nikoli upati ne nehaj. Barčica po morju plava, delfinčki iz vode skačejo. O, lepo glej, in kot delfinček se nasmej. Tim, hej, lepo, da si priplaval, se bi malo z mano pod gladino zabaval. Kravelj, delfinček, hrbtno, žabica, v vodi ti si res prava barabica. Skači na glavo ali plavaj mrtvaka, daj vse od sebe, pozdravi še raka. Ribam pokaži, kdo vladar je globin, kdo glavni plavutkar je morskih širin. Globoko vdihni, zajemi sapo, na glavo lahko natakneš plavalno si kapo. Pomembno je to, da kdaj pomigaš v vodi, prepustiš se slani vodni svobodi. Tim, pozdravljen, dober dan ti želim, se tudi tebi malo počasen zdim? Sem gospod Slon, vse delam počasi, opravke po mestu in sprehod po jasi. Če si pameten, Tim, si vzemi čas, ponavljaj si vsak dan na glas. Počasi, počasi, le kam se mudi. Počasi, počasi in vse se zgodi. S hitrostjo sicer prav nič ni narobe, a z njo še vedno ne preženeš lenobe. Počasi, previdno se loti reči, počasi, počasi in vse se zgodi. In ko pride čas, da svečko upihneš, premisli, pomisli, ko globoko vdihneš, zaželi si nekaj, kar srce si želi. Počasi, počasi in vse se zgodi. Jaz sem koala, cel dan preždim, prežvekujem, prebavljam, na veji visim. Jaz sem zapečkar, sem rada doma, ti pa odkrivaj skrivnosti sveta. Naš svet je res poln prečudnih čudes, lahko greš na piknik, na vikend, na ples. Pojdi v Indijo se jogo učit ali okusit tortiljo v Madrid. Naj te zanese v eksotične kraje, kjer videl morda kitajske boš zmaje. V Moskvi kupi matarjoško za spomin, za konec pojdi še smučat na Kanin. Tim, le pojdi pogumno v svet, a spomni na dom se in vrni se spet. Doma boš računal lahko na vse, da zapeli ti bodo
Vse najboljše za te. Sem čisto pravi strašni zmaj, grozno strašen, da je kaj. Sem rekel strašen? Pardon, mislil sem plašen, sladek kot bonbon. Veš, Tim, četudi sem neznansko velik in iz ust se ogenj mi vali, včasih je tako na svetu, da tam, kjer je dim, ognja ni. Zato zapomni si, to res ni nepomembna stvar. Čeprav se ti kdaj vse večje zdi, pogum je največji dar. Zapomni si, da strah je votel, znotraj, zunaj, okrog ga ni. Jaz bom tu, kadar boš hotel spoprijeti se s pošastkami. Sem modra sova, raziskujem širno obzorje. A modra nisem kot nebo ali sinje morje. Modra nisem kot modrica ali sočna borovnica. Moja modrina je modrost, s katero odkriva se resnica. Vsak dan vprašam se, zakaj, kako in kdaj. Vsak večer, čemu, o kom in kaj. Matematika, fizika, umetnostne vede, od vsega, kar je in kar ni, se mi že blede. Povej, mali Tim, kje miška živi? Povej mi, je 1 + 1 + 1 res 3? Je res, da skupina lastovic skupaj v jati leti? Kaj pa medvedek? Res celo zimo prespi? Radovedno, vedoželjno odpri vsako knjigo. Nikoli si ne reci, to mar mi je figo. Če tudi tvoja pamet bo kdaj malo prekratka, ostani odprt za vedenja sladka. Tim, bravo, pa smo odpeli, do zadnje strani, sedaj smo prispeli. Pesmi vse so zapete, želje do zadnje preštete, v barve ljubezni in prijateljstva odete. A preden pokriješ nas z zadnjo platnico in pohrustaš svojo rojstnodnevno pico, zapomni si naslednjo stvar, ki naj bo od nas največji dar. Nikar nas ne pozabi, ker dnevi bodo šli naprej, a ti se spomni in v tole knjigico poglej. Tu vedno nas našel boš vse in zapeli ti bomo: vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Tim, vse najboljše zate. Pa zaključimo tole pravljico s posvetilom vsem vam, ki me poslušate. Da bi se dotaknil ptic in zvezd, plesal z vilami in klepetal z luno, da bi odraščal z ljubeznijo in milino v srcu in ljudmi, ki te imajo radi. In nikoli ne pozabi, da si pogumnejši, kot verjameš, da si, močnejši, kot se zdiš, in pametnejši, kot misliš. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite in si kaj lepega pred spanjem zaželite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. So zobki čisti? Ste na toplem? Imate ob sebi svojo najljubšo igračo? Odlično! Danes vam, Diana, berem o policistu Janu. Le kaj zanimivega se mu je pripetilo. Poglejmo skupaj. Policist Jan. Dobrodošli na policijski postaji. Tu dela policist Jan. Ali ste opazili sijoče motorje in policijske avtomobile z modrimi utripajočimi lučmi pred policijsko postajo? Kaj pa helikopter na strehi? Zadaj je športno igrišče, kjer policist Jan ohranja svojo kondicijo. Zraven pa je gozd, kjer trenira svojega sledilnega psa, vohljača. Tu se vedno kaj dogaja. Veliko policistov ves dan dela na policijski postaji. Toda policist Jan raje nadzira promet ali pa rešuje zločine. Danes je policist Jan na pomembni nalogi. Glavni nadzornik, to je vodja vseh policistov, ga je prosil, naj na pošto odnese pismo. Strogo, zaupno je z velikimi črnimi črkami pisalo na ovojnici. Jan hiti,
Pismo ima varno spravljeno v svojem žepu. Hej, kaj se dogaja? Moja kapa! Je nenadoma vzkliknil. Nekdo mi je ukradel kapo! Ustavite tatu! V to smer, je pokazal policist Robi. Jan ni niti za trenutek okleval. Skočil je na policijski motor in zdrvel za nepridipravom. Ujel bom tatu! Vendar tatu ni videl. Pogledal je levo in potem še desno. Toda nikjer ga ni bilo. Na srečo je dobil pomoč. Najdi tatu, vohljač! Pojdi! Policist Jan je imel zares dobrega sledilnega psa in ja, vohljač je takoj našel sled. Jan je tekel za njim in ga komaj dohiteval. Le kam se mu tako mudi? Vohljač je zavil v Bertovo pekarno in hitro sedel kot vsak poslušen pes. Policija, je vzkliknil Jan in pokazal policijsko značko. Preiskujem primer ukradene kape. Ste slučajno opazili koga s policijsko kapo? Pek je odkimal z glavo. Ne, gospod, nobene kape nisem videl, samo torte in pite. Jan se je ozrl po pekarni in pokimal. Vseeno hvala, je rekel. Še vedno nisva ujela tatu, je rekel zaskrbljeno. Vohljač je potihem zavzdihnil. Ne bodi žalosten, vohljač, je rekel policist Jan. Veš kaj, lahko greš z mano v patruljo, mogoče bova pa tokrat imela več sreče. Jan in vohljač sta se vozila po mestu. Nenadoma je Jan zagledal ne enega, ampak 20 klobukov. Tja, k tisti izložbi. Dober dan, policija, se je predstavil Jan. Raziskujem primer izgubljene kape. Ste morda videli koga s policijsko kapo? Ne, imamo različne vrste klobukov in kap, vendar na žalost nimamo policijskih kap, je prijazno odgovorila prodajalka. Imate kaj proti, če se malo razgledam po trgovini, je vprašal Jan. Sploh ne, kar izvolite. Prodajalka je imela prav. Tukaj ni nobene policijske kape. Nikoli ne bom našel svoje kape, je zastokal Jan. Potem je nenadoma zahreščal njegov radijski oddajnik. Vsem policistom, ponavljam, vsem policistom, tat je bil opažen na mestnem trgu, konec. Tja greva, vohljač, je vzkliknil Jan. Najboljši način, da raziščeva namig je, da to storiva pod krinko. Na trgu je bila velika gneča. Jan je bil zavit v šal in s privzdignjenim ovratnikom neprepoznaven. Previdno se je oziral okrog sebe. Kje je njegova policijska kapa? Jan in vohljač na mestnem trgu nista našla ničesar. Skočila sta v policijski helikopter, kajti pravo raziskovanje poteka iz zraka. Celo mesto sta preiskala, da bi vendarle našla tatu in ukradeno kapo. Janu se kaj takega še ni pripetilo. Poskusil je vse. Lov, zasledovanje z vohljačem, zasliševanje, patruliranje, hišna preiskava in celo iskanje iz zraka. In še vedno ni ujel tatu. Mogoče pa le ni tako dober policist, kot je mislil, da je. Hej, kaj mi šumi v žepu? Ojoj, strogo zaupno pismo, čisto je pozabil nanj. Kot da dan že ni bil dovolj slab. Jan je zavzdihnil. Potem je nenadoma zaslišal piskajoč zvok. Njegov oddajnik. To je znak, da gre za nujno zadevo. Policist Jan je pohitel v pisarno glavnega policijskega nadzornika. Toda, kaj pa je to? Njegova kapa je ležala na njegovi pisalni mizi, kot da se ni nič zgodilo. Jan ni razumel. In namesto, da bi bil jezen, se je glavni policijski nadzornik glasno smejal. Danes ne potrebuješ svoje kape, Jan, ker potem ne moreš nositi te čudovite rojstnodnevne krone. Policist Jan je bil tega dne tako zaposlen, da je čisto pozabil na svoj rojstni dan. Toda njegovi prijatelji niso. Vse najboljše za rojstni dan, vse najboljše za rojstni dan, so prepevali v en glas. Jan je dobil novo policijsko kolo, balone in okusno torto. Kako prijetno presenečenje! In strogo zaupno pismo?
To je bila najlepša rojstnodnevna čestitka, kar jih je Jan kdaj videl. Policist Jan, tudi ti moraš počasi v posteljo, dolg dan je za tabo, kaj ne otroci? No, pa tudi mi moramo hitro spat. Kar oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Diana vas tudi danes popelje v deželo sanj. Le zamižite in umirjeno ob pravljici To je moje, zaspite. Na skrajnem jugu sveta je otok in na skrajnem jugu otoka je visoko skalovje. Na tem skalovju leži mestece Hobotintek in to tako visoko, da se vidijo z morja samo strehe hiš, ki se dotikajo oblakov na nebu. In ker se mestece Hobotintek nahaja visoko, ga z veseljem obiskuje staruhi veter. Ta šaljivi dolgobradi starček piha tako močno med mestnimi hišami in njihovimi dvorišči, da so skrbne gospodinje že davno pozabile, zakaj se pravzaprav rabi metla. Če bi njim pokazali metlo, bi najbrž mislile, da je to krtačka za čiščenje zobov javaških krav. Te se s klobuki na glavi pasejo na travniku ob morju. V najjužnejšem kotičku mesteca stoji zelo tesno skupaj dvoje hiš. Med njima se vije le ozka cesta. Hiši si stojita tako blizu, da lahko celo polž preleze cesto v enem samem dnevu, ne da bi mu kdo stopil na hiško. Meščani vedo povedati, da stojita hiši tako tesno skupaj le zaradi njunih lastnikov. Ta sta se namreč nenehno prepirala, čigava je cesta med hišama. In ker se lastnika nikakor nista mogla dogovoriti, koliko zemlje jima pripada, sta vsak svojo hišo zgradila tik ob cesti. Med cesto in hišama ni prostora niti za drobno marjetico. Hiša na levi se imenuje To je moje, tudi hiša na desni se imenuje To je moje. Hiši sta dobili to ime zato, ker se njuna stanovalca še dan danes nenehno prepirata, čigavo je kaj. Tako se iz dneva v dan iz obeh hiš sliši: To je moja potapljaška maska, to so moje plavutke, to je moja skodelica, to je moj stol, to je moja postelja, to je moj avto, to je moja roža, to je moje kolo, to je moje. Mimo hiše To je moje in hiše To je moje se z veseljem podi le staruhi veter. Stari dolgobradec rad ponagaja prepirljivima sosedoma tako, da pošteno zažvižga, ko se podi med hišama. Pa še takrat se sliši od tam: To je moj veter. Pa vendar, če ti uspe izmuzniti se mimo hiš To je moje, prideš do najlepšega kotička v mestecu, do hiše gospoda Pipce. Z kuhinjskega okna se ob lepem vremenu vidi vse do najsevernejšega dela sveta. Tam se na splavih pozibavajo severni medvedi in s šapami lenobno lovijo ribe. Z kuhinjskega okna gospoda Pipce se vidi tudi do najvzhodnejšega kotička sveta. Celo po noči lahko vidiš, kako karakali z dolgimi črnimi čopkastimi ušesi divje skačejo visoko v zrak in plešejo pod drevesi. Karakali so posebne vrste mačk, ki jih redko vidiš. Drevesa na vzhodu so ponekod kot veliki dežniki. In če ležiš pod listnatim dežnikom, se ti zdijo zvezde kot novoletne lučke, posute po krošnji drevesa. Kako čaroben pogled! Gospod Pipca se včasih sprašuje, ali ne mara karakali lovijo zvezde na nebu ali poljubljajo polno luno. Gospod Pipca zelo rad poseda ob kuhinjskem oknu, tudi ko zahaja sonce. Takrat s piškotom in skodelico kakava v roki vidi v najbolj skriti zahodni kotiček sveta. Tam živijo čisto posebni ježki. Gospod Pipca rad opazuje ježkovo mamo, ki v pisani viseči mreži nekaj piše v svoj zvezek. Nekdo pač mora pisati zgodbice, mar ne? Vse to in še več je lahko gospod Pipca videl svojega kuhinjskega okna. Lahko je obiskal sleherni kotiček sveta, samo če je pogledal skozi okno. Pa vendar je bil zelo sam. V tej veliki hiši je živel brez žene in otrok. Ni imel niti psa ali mačke, da bi se mu zapletala med noge, kadar je zjutraj v svojem velikem gugalniku prebiral časopis.
Samota je gospodu Pipci vsak dan glasneje trkala na kuhinjsko okno. Nekega dne se je po mestnih ulicah zopet podil staruhi veter in veselo žvižgal. Opazil je gospoda Pipco, ki je sedel na hišnem pragu. Veter se je ustavil. Začudeno ga je gledal in mu prišepnil na uho: če hiša prazna ti stoji, potrebno ti jo je napolniti. Naj vanjo stopijo tisti, katerih srce se iskreno veseli. Gospod Pipca je izrečeno modrost staruhega vetra dolgo premleval in se na koncu odločil, da svojo hišo spremeni v čudovit hotel. Dal mu je ime Topla dlan. Nemudoma je poklical prijatelja Tončka Betončka. Gradbenega mojstra Tončka Betončka so na otoku poznali po rumeni triosni hruški z velikim nosom. Tonček Betonček in njegova hruška sta zmešala beton po najboljši recepturi in se odpeljala proti mestecu Hobotintek. Toda tam sta naletela na oviro. Uganeš kakšno? Ko je Tonček Betonček želel hruško zapeljati mimo hiše To je moje in hiše To je moje, se je trebušček triosne hruške zagozdil na ozki cesti med obema hišama. Po vsem mestu je zadonelo. Hruška je glasno zastokala in iz njenega trebuščka se je začel valiti beton, namenjen gospodu Pipci. Glasno hruškino stokanje je iz hiš privabilo skoraj vse meščane. Ko so videli Tončkovo nesrečo, so hitro stekli domov po jušne posode, čajnike, kavne skodelice, zajemalke, samokolnice, cvetlične lončke in kanglice. Iz hiš so vzeli vse, s čimer so lahko zajeli beton in ga odnesli do hiše gospoda Pipce. Z vsako zajeto kapljo betona se je samotni dom gospoda Pipce spreminjal v skupni dom vseh prebivalcev mesta. Le prepirljiva soseda hiše To je moje in hiše To je moje nista sodelovala pri zbiranju betona. Namesto da bi pomagala ostalim meščanom, sta obsedela na ograji in nemo strmela na cesto. Nazadnje so meščani izvlekli še zataknjeni trebušček triosne hruške iz oprijema hiš. Med hišama se je naredila velika odprtina v obliki srca. Meščanom in gospodu Pipci je bila nova mestna pridobitev sila všeč. Odločili so se, da ulico med hišama poimenujejo Srčna ulica. Ko je bil razliti beton skrbno položen med opeke hotela, je gospod Pipca pristopil do obeh sosedov, ki sta še vedno sedela na ograji. Vsakomur je nasul v roko prgišče peska in rekel: če nenehno govoriš, to je moje, se tvoja dlan stisne v pest in pesek ostane ujet v njej. Če pa rad deliš, se tvoja dlan razpre in drobni pesek spolzi med prsti na zemljo. Nekaj peska lahko s seboj vzame tudi staruhi veter in ga odnese v prečudovite kraje sveta. Takrat ti ostane le spomin, kako je čutiti pesek med prsti. Soseda nista rekla niti besede, le začudeno sta strmela vsak v svojo dlan. Zato je gospod Pipca nadaljeval: vidita, tako je tudi s človeškim srcem. Če položiš svoje srce v dlan in govoriš, to je moje, se dlan zapre. Tu je srce ujeto in zato postaja vse manjše in manjše. Če pa svoje srce deliš z drugimi, se dlan razpre. Zapomnita si, človek, ki drugemu odpre dlan, mu odpre tudi svoje srce. Takrat postaja srce vse večje in na koncu je tako veliko kot balon. Ta te lahko ponese med severne medvede, med plešoče karakale ali med nežne ježke. Zavedaj pa se, da se lahko kadarkoli vrneš v toplo dlan. Na prepirljiva soseda je vse to naredilo neverjeten vtis. Spoznala sta, da sta bila zelo sebična. Še več, ugotovila sta, da je njuna trdosrčnost prizadela tudi hruško Tončka Betončka. Odločila sta se, da pomagata pri popravilu hruškinega trebuščka. 3 dni in 3 noči se je iz dvorišča njunih hiš slišal nenehen ropot. 4. dan je dobila hruška novo obleko. Tonček Betonček je razširil roke, razprl dlani in soseda hvaležno objel. Soseda sta se spomnila besed gospoda Pipce.
Srčaste odprtine v mestecu Hobotintek je bil vesel tudi staruhi veter. V srčni ulici je namesto glasnega zapel debeli konec. Že spite? Ne še, potem pa le hitro nogice pod dekico skrite, okice male zaprite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. O, ne, tale pravljica pa ni za lahko noč. Tale je za dobro jutro. Piše, joga za dobro jutro. Prebudimo se v nov dan. Običajno s knjigico zaspimo, danes bomo naredili ravno obratno. Zbudili se bomo z njo. Opazujte ilustracije in naredite tako, kot je to na sliki. Bo šlo? No, poskusimo. Vdihnem, izdihnem. Razprem roke ob straneh in jih dvignem proti nebu. Nato jih spustim in sprostim. Moj prvi vdih je dolg in globok. No, vdihnimo skupaj. In izdihnemo. Vdihnem, izdihnem, zasučem se, obračam telo z leve na desno in maham z rokami naprej in nazaj. Sučem se in zvijam, da stresem spanec stran. Vdihnem, izdihnem, dvignem se na prste in z rokami sežem visoko proti nebu. Danes sem visok in ognjevit vulkan. Vdihnem, izdihnem, pokrčim kolena in dvignem roke nazaj. Pogumen smučarski skakalec, pripravljen na polet. Vdihnem, izdihnem, z upognjenimi koleni zavihtim roke proti nebu. Strela, ki švigne skozi nebo. Vdihnem, izdihnem, stopala pritisnem ob tla, iztegnem in zravnam hrbtenico. Ramena potisnem nazaj in sklenem dlani pred seboj. Danes sem tudi gora, tiha in mirna. Vdihnem, izdihnem, upognem hrbet, pokrčim kolena in se sklonim proti tlom. Nežen potoček, ki se steka po hribu navzdol. Vdihnem, izdihnem, dlani in stopala uprem ob tla, boke pa dvignem proti nebu. Igrivi pes, ki se spretno preteguje. Vdihnem, izdihnem, na rokah in kolenih dvignem levo roko pred sabo, desno nogo iztegnem za sabo in poiščem ravnotežje. Nato zamenjam strani. Danes raziskujem zbrano in pozorno. Vdihnem, izdihnem, uležem se na hrbet in stopala pritisnem ob tla. S podlaktmi se podprem, boke dvignem visoko. Prečkam mostove na poteh, ki jih uberem. Vdihnem, izdihnem, sedim pokončno, dvignem noge in roke stav z iztegnjenimi ali pokrčenimi koleni. Jadram na potovanjih, na katera se podam. Vdihnem, izdihnem, sedim s prekrižanimi nogami, moja hrbtenica se zravna, ramena se usločijo nazaj in dlani mi počivajo na kolenih. Mirno in budno lahko rečem le: zmorem to.
Globok vdih in počasen izdih. Pripravljen oziroma pripravljena si za ta dan. Objem, poljubček in veselo nov dan!